Tudi v letošnjem letu je društvo Spoznamo multiplo sklerozo pripravilo srečanje v Laškem. Vabim vas, da prisluhnete prvemu delu predavanja psihiatra Kristjana Nedoga na temo multipla skleroza in depresija. Ne vem, če veste, vsak predavatelj ima 7 minut časa, to so študije pokazale, da naredi vtis na poslušalce. Če ne naredi vtisa, začne prvi spati. Ja, veliko čast mi je biti danes tu z vami. Zahvaljujem se seveda Renati za povabilo. Tudi zame je to drugačna izkušnja kot predavanje sicer, ko stojim pred neko strokovno javnostjo, pred neko akademsko javnostjo, če hočete, in seveda podajaš znanje o tej ali oni duševni motnji nekomu, ki se s tem ukvarja poklicno, vendar ne prvo osebno. Danes pa stojim pred skupino ljudi, ki delite ali prvo osebno ali pa vsaj kot svojci neko bolezen, neko skupno situacijo, stanje, ki seveda, kot bomo kasneje videli, ne nujno depresijo kaže v drugi luči, sigurno pa na drugačen način. Zato vas tudi jaz že zdaj vabim k interaktivni debati, k sodelovanju, k temu, da to, kar bomo danes tu si podelili, ne bo ex cathedra moje predavanje. Jaz sem tudi hvaležen Renati, da sva se uspela dogovoriti, da nimam PowerPoint prezentacije in da vam ne podajam tega nekega včasih dolgočasnega ali pa monotonega znanja, podatkov, kakorkoli o depresiji, o antidepresivih, o čemerkoli že, na način, ki vas mogoče toliko ne zanima. In da dejansko, mogoče je ta moj del neka osnova za eno razpravo potem o tem, kaj pravzaprav je, oziroma kako vi vidite ta problem, ki pa je sigurno prisoten, ne samo med vami, ampak v splošni populaciji, kar široko. Naj povem, da so se pogovarjala z Renato, oziroma sem to vabilo dobil spomladi že, na eni varni časovni razdalji, tam pol leta nazaj, in sem bil navdušen in sem z veseljem sprejel, ker je bilo to enkrat oktobra. Vpisal sem si to v koledar in seveda potem dal na stran. Ko pa je prišel september, ko se mi je to pojavilo v koledarju, pa tudi Renata me je malo opomnila na to v bolnici, pa je seveda prišlo do trenutka, ko je potrebno pa zdaj se vprašati, kaj tem ljudem povedati. In potem seveda je prišlo do teh dilem, ki vam jih pravkar razlagam. Da vendarle je druga stvar stati pred takšno skupino ljudi, kot ste vi, kot pa pred, skupino zdravnikov, pa medicinskih sester, ko gre za klasično predavanje. No in seveda, ko smo prej se zbirali v tej dvorani, ena stara mlada prijateljica na oni strani iz Ormoža vprašala, kaj bomo novega slišali o depresiji. Zelo dobro in intrigantno vprašanje. Sama smatra, da je večkrat v tem stanju, jaz jo sicer poznam kot zelo vedro dekle, mogoče je vedra vsakič, ko mene sreča, ampak okej. Ja, kaj pa res novega reči o depresiji? O tem se govori in piše veliko. Jaz verjamem, da tudi veliko ste sami že slišali in prebrali o depresiji. Gre za bolezen, ki je pravzaprav se v zadnjih 5 do 10 letih prebila na sam vrh obolevnosti prebivalstva na svetu. Vsakrat, če še pred 10 leti so ljudje, vsaj v zahodnem svetu, torej največ zbolevali za srčno-žilnimi boleznimi, je danes na prvem mestu depresija po diagnozah. Tako po številu diagnoz, kot tudi po stroških zdravljenja. Zdaj, ni lepo, da takoj začnem z denarjem, ampak to je pač nekaj, kar se meri tudi v svetu, sploh v zahodnem svetu. Zdaj, statistikami in s temi podatki numeričnimi vas ne bi obremenjal, ampak to, da imate občutek, pred 10 leti, 2013, to so podatki, so sicer različni na spletu, ampak te so recimo preverjeni, ki so pač dovolj stari, je bilo na svetu 615 milijonov ljudi z depresijo, diagnosticirano depresijo. Vsaj še dvakrat toliko, pa naj bi jih bilo takih, ki niso poiskali pomoči in se za njih ne ve. Seveda gre za eno pogosto stanje, ki je
različno tudi podatki pravijo, ne, malenkost bolj pogosto pri ženskah kot pri moških, pri ženskah tam okrog 12 do 20%, je obolevnost pri moških 9, 10, spet pravim različni podatki. Mnoga leta je veljalo, da je razmerje 2:1, torej dvakrat več žensk zboli kot moških, vendar se je zadnja leta to razmerje malce uravnava, ne, da moški, kaj bi rekli, dohitevamo ženske. Zdaj, a je to je vprašanje, a je to dejansko tako, da je bilo prej manj depresije pri moških, ali so moški manj poiskali pomoč in bili manj diagnosticirani. To še vedno ni čisto jasno, ampak raziskovalci Svetovne zdravstvene organizacije delajo na tem, da bi te zadeve razčistili. Pa je pomembno vedeti, mogoče, no, bolj kot to, koliko ljudi je diagnosticirano, je to, koliko ljudi je v nevarnosti, da bo enkrat v življenju kazalo simptome depresije. Namreč depresija, tako kot vse druge bolezni, seveda ni nekaj, tako prej Renata že načela, da si 2 dni žalosten, ker imaš pač, ne vem, slab teden, slabe dneve, rečeš, jaz sem tak depresiven. To je sicer lepo reči, zelo popkulturno reči, ampak ni pa še to seveda diagnoza. Ampak sami znaki, ki jih bomo potem malo mogoče tudi preleteli, ali pa simptomi, če hočete, pa nastopijo pri tretjini ljudi enkrat v življenju. Spravi, znanstveniki so ugotovili, da 30% celotne svetovne populacije bi enkrat v življenju bilo zrelo za diagnozo depresije. Tako da je to nek problem, ki je že od nekdaj prisoten, pa pravijo, da vedno bolj prisoten, tudi razlogi za nastanek bolezni se spreminjajo. Zelo značilno je, in to je pomembno mogoče tudi, da se zapomnite, da depresija ni nekaj, kar ima nek določljiv razlog. Pravzaprav za nobeno duševno motnjo ne vemo do konca, zakaj nastane, če smo čisto do konca iskreni. Šlo bi naj za tako imenovane funkcionalne bolezni možganov, torej kljub temu, da rečemo, da gre za duševne bolezni, pa duševne motnje, seveda duša, tista duša, ki je nesmrtna, ne zboli, tiste ne rabimo zdravi. Ampak gre za duševno plat človekove osebnosti, človekovega obstoja, ki pa ima bolj ali manj center v možganih. Torej, če bi bili čisto strogi, bi rekli, da zdravimo mi, ki zdravimo duševne motnje, zdravimo možgane. In gre za torej motnje v delovanju možganov, ki pa se strukturno ne pokaže. Se pravi, pri depresiji in pri nobeni drugi duševni motnji mi ne moramo dokazati nekih strukturnih sprememb v možganih. Gre za funkcionalno motnje. Se pravi, možgani, po domače rečeno, ne delujejo prav na določenih mestih. Kar pa ne pomeni seveda, da se je to stanje pojavilo samo od sebe. Ampak kako bi rekli, etiologija je multifaktorska. Veliko dejavnikov se poklopi, da človek postane depresiven. Zdaj ti dejavniki so, eni so genetski, potem so vzgojni, primarno družinski, ki že sam potencial človeka je bolj ranljiv, je manj ranljiv za neke duševne bolezni ustvarijo. Potem pa seveda so vplivi okolja, vplivi življenja, vplivi stresorjev in pa seveda človekova sposobnost, da se teh vplivov okolja brani, da jim kontrareagira, če tako rečem. Kar je pa seveda potem spet odvisno od tega, kakšno ima socialno mrežo. Nekdo, ki je sam, pa bolj samošnjega tipa gre skozi življenje, pa tukaj seveda je imel malo manj obrambnih mehanizmov. Nekdo, ki ima socialno mrežo razvito, bo imel malo več obrambnih potencialov, ki lahko podeli težave, če rečem po domače. V glavnem, če gremo v razpravo o teh razlogih in tveganjih za nastanek duševne motnje, tudi depresije, se zadeva hitro zelo razveja in vidimo, da je to en cel kup dejavnikov, ki sodelujejo pri tem. Do pred 5 leti je bila zelo popularna tako imenovana monoaminska teorija nastanka depresije, ko je bil nastanek zelo, zelo biološko razložen. Se pravi, psihiatrija, pa tudi nevropsihologija
Nasplošno je tam v 90-ih, pa recimo v 0-ih letih, kjer se je tudi farmacevtska industrija na tem področju precej razvila, zadnja leta je mogoče malce zamrlo razvijanje novih zdravil proti depresiji, razlagala torej, da, in to prosim lepo pravilno razlagala, ne, da se na 3 nivojih v možganih zadeve funkcionalno malce, to bi rekli, obrnejo na slabo, na nivoju noradrenalina, serotonina, dopamina, to se naredi zapomni toliko, da imate občutek, in pomanjkanje teh, ali pa nepravilna razporeditev teh možganih, ali pa nepravilno delovanje teh 3 nevrotransmiterjev v možganih pripelje do depresije. Ja, seveda, če se oklenemo čisto tega biološkega nivoja, ali pa neurobiološkega, če hočete, ne, potem seveda pridemo hitro do tega, da so antidepresivi ključ ker antidepresivi, kot pač neka zdravila, porihtajo delovanje teh nevrotransmiterjev v glavi, možganih, in depresija se pozdravi. Ne. Da seveda resnica, zadnja leta študije kažejo, da resnica ni čisto samo o tem, ne, in to želim danes poudariti. Bomo spregovorili o antidepresivih, bomo spregovorili o zdravilih, verjamem, da verjetno tudi med vami je kdo, ki jih je že jemal, ali pa jemlje, so super zdravila, niso pa glavna in ultimativna resnica v zdravljenju depresije. Kot smo v začetku rekli, da je depresija nekje bolezen, ki nastane multifaktorsko, skratka ima veliko dejavnikov tudi v socialnem življenju človeka, v družbenem življenju človeka, v družinskem življenju človeka. So seveda tudi rešitve potem izhajajo iz tega. In danes je recimo dokazano, da ne samo verjetnost, ne samo da zmanjšuje se verjetnost, da nastane depresije, če se človek druži s prijatelji, s znanci, če ima razvejano socialno mrežo. Tudi nastanek mnogih drugih bolezni je precej zmanjšan. Srčno-žilnih, raka in tako naprej. Življenjsko pričakovanje se človeku poviša, če ima več prijateljev. To je danes dokazano. Tako da, to je cel paket vzrokov za nastanek depresije in pa seveda potem ustrezno temu tudi reševanja in zdravljenja depresije, ko se enkrat pojavi. Dolgo leta so verjeli, da je depresija nekaj, kar je pogostejše v revnejših slojih. Kar bi bilo nekaj logično. Ne? Ljudje, ki težje se prebijajo skozi vsak dan, ki so non-stop v nekih finančnih stiskah, ali pa iz revnih držav, kjer nimajo za jesti, kjer je težko prehraniti otroka, kjer otroci umirajo od lakote, pričakovanja so bila, da je tam depresije več. In kaže se, da to ni res. Ljudje, ki se vsak dan borijo za eksistenco, za golo eksistenco, nimajo časa biti depresivni, bom pojavil domače. Največ depresije je v Združenih državah Amerike. Zakaj? Zato, ker je tam največja razlika med sloji prebivalstva. Skratka, splošni standard v ZDA ni tak slab, povprečni. Je pa težava v tem, da imajo 5% zelo, zelo bogatih ljudi in ti so medijsko zelo močni. In predstavljajo vse, kar povprečen Američan pričakuje v življenju. Skratka, povprečen Američan si želi biti milijonar in znan na televiziji in tako naprej. In tega seveda 95% ljudi v Ameriki ne doseže nikoli. V Sloveniji recimo priti na televizijo ni tako težko. Recimo, jaz pravkar sem, oziroma bom na posnetku, zdaj govorimo o kjerkoli televiziji, ne nujno nacionalni. V ZDA je to misija nemogoče. Tudi če imajo več 100, na federalnem nivoju več 100 televizijskih kanalov, lokalnih in tako naprej, seveda ne prideš kar tako hitro, če si eden od 250 milijonov Američanov na ekran. Ampak to je tam velika vrednota. In pa denar, seveda. Zato, kaj sem hotel povedati, skratka, te družbeno razslojevanje, kot je popularno reči pri nas, pa v Evropi, izginjanje srednjega sloja. Skratka, bogat sloj se pomika navzgor, ne bogat, bom zdaj rekel, da ne rečem reven, ne bogat sloj pa vedno bolj navzdol. In
ta občutek nemoči pri ljudeh, da nikoli ne bodo dosegli tega, kar bogati lahko, povzroča, je resen dejavnik tveganja za depresijo. Bolj kot revščina sama. Sveto, če živiš v neki podsaharski Afriki, kjer so skoraj vsi okoli tebe bolj ali manj isto revni kot ti, potem nimaš razloga za depresijo, ker si v istem kot drugi. Pomoč iskati iz stiske, kjerkoli, je zelo velika razlika, a to počneš na kavici s prijateljcem ali pri šanku s prijateljem. Slovenci, sploh tam, odkudar mi z Renato prihajamo, torej Štajerska, malo bolj vzhodna Štajerska, toliko mogoče tukaj Celjska regija, moški sploh prepogosto rešujemo, sem prvo osebno rekel, tam probleme v vinski kleti. Tam seveda niso rešljivi. Tam lahko o njih razpravljaš in ta moment, ki sem ga prej omenil, druženja, ki je pozitiven, Bog ne daj, da rečem, da ni, je seveda prisoten, če se družiš in veselje in tako naprej, serotonin se izloča. Ampak seveda težav pa ne moš reševati z ljudmi, kot ste rekli, ki so vpleteni v tvoj socialni sistem pa v tvoje življenje. Ampak je potrebno, zdaj, če rečem strokovnjaki, itak boljši, če je, pa tudi, če niso strokovnjaki, še vedno bolje, če je to neka oseba, ki je ti bolj ali manj neznana, ki bo kontaminirala, torej zbrala, posrkala te tvoje težave in potem čisto neutralno ti rekla, kaj, pa tudi, če ne bo nič rekla, sem da te posluša. Če bo kaj rekla, pa bo rekla z neke neutralne pozicije, ker nikogar v tvoje socialne okolice ne pozna. Vsi prijatelji in znanci so večinoma, zdaj rekel tako, kontaminirani s tem, da poznajo tudi tvojo družino, tvoje otroke, tvojega zakonca, tvoje starše. Zdaj, če problemi, a pa službi, nekaj sodelavcev, zdaj, če problemi izvirajo tu, potem je seveda težko nekdo popolnoma do konca nepristranski pri tem, kot ti proba pomagati. Tako to imate prav. Kar se tiče duše, mogoče nisem, prej sem zašel malo na eno nerodno polje. Zdaj, sama duša kot taka, tisto, kar sem jaz mislil, je seveda stvar nekega lastnega prepričanja vsakega človeka. A verjame ali ne verjame v dušo, ki po smrti ostane. To je, zdaj, se pravim, to je, in jaz sem mislil o tisti duši. Tista ni stvar nekega zemeljskega obolevanja ali pa zdravljenja. Je pa dejstvo, če se vrnemo zdaj na našo sliko tu, je pa to seveda duševnost. Nekaj, čemu rečemo duševnost, nekaj, čemu rečemo duša, a pa duh pri človeku, ta, ki naj ne bi zbolel. To sem hotel poudariti, da ima svoje mesto izvora v možganih. Zato ga seveda tudi lahko na nek način ciljeno zdravimo. Ker antidepresivi, ko smo jih že omenjali, so pač zdravila, ki ciljeno delujejo. To niso zdravila, ki jih kar tako devamo, pa ne vemo, kaj bojo naredila. Ampak, ko pridejo na tržišče, imajo nek smisel in se približno ve, kako je delovala. Zato tudi niso vsi antidepresivi isti. Ampak, do tega bomo še prišli. Eno dilemo sem hotel še predstaviti, ki je zadnja leta vse pogostejša. Namreč, to bom samo plasiral vprašanje, vi pa želite o njem razmisliti. Jaz sem o tem tudi že imel predavanje, ali je depresija, ki jo človek preživi, iz kjere ven pride, pride slej zdrav, ali je to nujno bila nek problem, neko breme, ali pa mogoče nek trenutek v življenju, ki je človeka opozoril, da nekaj ni bilo v redu in da mora nekaj spremeniti. Marsikdo v življenju živi, kot da bo živel večno, dokler ga ne zrušite, recimo temu, depresija. Ali pa, ni nujno, da rečemo depresija, lahko rečemo neka stiska, lahko rečemo stres, preobremenitev. Tempo življenja danes je tak, da imamo naloženega vsega ogromno in vedno manj časa ima človek zase in za tiste najbližje. Tiste najbližje lahko vedno počakajo, itak čakajo doma. Vse ostalo, služba, družba, obveznosti, da naprej, šport, hobi, to ima prednost. Šport, če ga delaš za sebe, potem je to že čas, ki ga imaš zase. Ampak se pravim, dostikrat mi rečejo ljudje, pa tudi po svetu se delajo študije v tej smeri, da depresija je bila nekaj, ko je človeka toliko sesulo, da ni mogel več v istem tempu naprej. In se je moral ustaviti. In ko se je ustavil,
je imel čas razmišljati, da bi mogoče v življenju bilo treba kaj spremeniti. Ali se malo umiriti, ali se malo dati kaj v stran. Dokler pa je bil v zagonu polnem, mu je vse šlo, pa ni zmogel niti te introspekcije, da bi pogledal sebe, da mogoče je čas za kako spremembo. Tako, obstaja vedno več pogledov na depresijo kot na nekaj, kar je v življenju ni samo izziv, ni samo pozitiven izziv, depresija je nekaj, pri čemer človek trpi, ampak da je to tudi nek izziv, ki mogoče ima svoj smisel v življenju, da ni prišel kar tako. Po drugi strani je pa seveda tudi ta teorija biti srečen. Živimo v časih, ko nas mediji, bomo rekel po domače, fopajo, mediji so polni receptov za srečo. Za mojo srečo, mojo osebno srečo, ne za srečo v družini, pa naprej. Kako bom jaz srečen, kaj moram storiti, da moram veliko nase dati, da je pomembno, da zastopam svoje stališča, da se ne dam, vplivati, in tako naprej, da bom srečen. Ta pojem sreča je postal nek imperativ. Vsi samo stremimo k sreči, ampak ljudje povprečno niso srečni. Seveda to, že osebno predstavo o tem je potrebno se izoblikovati v življenju, kaj to sploh pomeni sreča. Ampak, ko vidiš vse tiste vesele obraze po ekranih, po socialnih omrežjih, po Instagramu, po Facebooku ali pa v revijah, vsi so nasmejani, vsi so bleščeči, vsi so srečni. Potem se vprašaš, kaj je z mano narobe, da jaz pa nisem tak vsak božji dan. In ko se ljudje s tem primerjajo, postanejo že takoj a priori nesrečni. In če to dolgo časa traja, seveda lahko vodi tudi depresijo. In to je problem sodobne mladine. Torej mlade generacije danes imajo ne samo lepotne normative visoke, da morajo biti lepi. Do pred 5 pa 10 letom spet rekel, so morali biti samo lepi, da morajo biti srečni. In to je grozno, to ne mogoče doseči vse naenkrat. Tako da pogoji za razvoj depresije se spreminjajo z leti, kakor se pač spreminja družbeni kontekst in ne izboljšujejo vse, to moram povedati. Kakor se civilizacija razvija, vedno več imamo tehnologije, vedno nam je lažje v življenju, vedno manj moramo delati, da bomo srečni, da bomo imeli čas zase, ampak časa ni. Američani so delali Francozi so boljši. Francozi so delali študijo, ko se je uvedel pred 40 leti daljinec televiziji. Prej smo televizijo tisti malo starejši, moja generacija starejši, veste, da smo včasih televizijo mogli gumb pritisniti, mogli se vstati in gumb pritisniti. Potem je prišel daljinec. Potem je prišel daljinec za radio in daljinec za senčila in daljinec za vse. Zakaj je prišel daljinec? Daljinec je prišel zato, da ima človek več časa, da tisti čas, ko bi šel do televizije, nazaj ohrani za sebe. Torej, zguba časa je hoditi s tem in tja, vsakič na drug kanal premeščati, imaš daljinca zdaj. In so merili, kam ljudje dajo ta čas, ki ga prihranijo z daljinci in podobnimi tehnološkimi pogruntavščinami. Nič več časa nimajo, kot preko daljinca ni bilo. Kvečemo manj. Tako da, čas se zgubi. Če se ga človek aktivno zase ne vzame, nam tudi tehnologija ne bo pomagala, to se nam to pove. Dobro, da se vrnemo zdaj k naši depresiji. Zdaj o simptomih, to lahko razpravljamo cel dan, ampak nima smisla, da jih naštevamo. 7 minut. Pač depresivno razpoloženje, vemo, kak človek gleda. Da imamo več obrazov depresije, toliko, da imamo to depresijo klasično, melanholično, ko človek ugasne, ko ga depresija ustavi, ko mu razpoloženje pade, več čas je potrt, nima energije, nima volje za vsakdanje aktivnosti, ne samo, da nima volje za delo, niti nima volje zjutraj vstati, nima volje se umiti, nima volje za nič. Nekaj v enem kotu sedi in ne počne nič, ker ne more, ne ker noče. Ta klasična melanholična depresija je danes redkejša,
ker jo je močno prekosila sodobna depresija, ki bomo rekli anksiozna, stresna depresija, ne? Ki je rezultat življenjskega stila. Skratka, depresija, ki izhaja iz preobremenjenosti, ki niti ne dopušča človeku, da bi bil, tako smo rekli, melanholičen, da bi imel čas tam nekje razmišljati o sebi, kako ima energije in to, ampak kjer je v ospredju tesnoba. Skratka, piščanje v prsih, nervoza, napetost noč in dan, slab spanec, pomanjkanje apetita, potem začnejo seveda vsakdanje aktivnosti, tudi peša, od spolnega življenja do sposobnosti se razveseliti. Anhedonija temu rečemo, sposobnost se razveseliti je glavni znak, dan današnji pridejo ljudje v glavnem s to vrsto depresije, ker so preobremenjeni v službi ali pa doma, ali pa v zakonu, ali pa z otroci, ali pa vse skupaj. In potem seveda, ko se to nabira, že prejšnji dan je ljudem slabo, ko pomislijo, da bo naslednji dan spet vse imeli za delati. Najbolj poznate ta občutek tesnobe, včasih še drugo neko imate tremo ali pa preveč dela naloženega in potem človek kar zgubi orientacijo, česa bi se najprej lotil. Zdaj, če se to zgodi enkrat, dvakrat na mesec, potem to ni depresija. Če se pa seveda to trajno nabira, se pa začnejo tudi v telesu seveda pojavljati spremembe, v možganih, v srcu, v vse posod drugje, ki človeka potem ustavijo in pripeljejo po pomoč.